Tukaj na odru Cerkniškega kulturnega doma najprej Aleš Žemlja, scenarist in snemalec, pa Rožle Bregar, tudi snemalec, režiser in seveda Dare Vidic, ki je glavni lik te naše zgodbe, ki smo jo pravkar videli na platnu. Nekje se pa skriva še Tadej Gorzeti, ki je pa producent tega filma in prevzel je še nalogo fotografa, a ne Tadej? Kar izvoli. Sicer pa Tadej je bil tudi že pred enim tednom tukaj v Cerknici, ne, da povem še nekaj, v neki žonglerski cirkuški ekipi na Pustnem karnevalu. Pustni karneval, ne, je tudi nekoliko kriv, da se vidimo ta vikend tukaj, sicer pa film prišel v Cerknico takoj po festivalu, Gorniškem festivalu, kjer je dobil nagrado za najboljši film o gorniški naravi in kulturi, tako da čestitke ekipi. Tukaj je več zgodb, ne. Naša se je nekako začela na knjižnem sejmu, ko smo se s Tadejem in z Rožletom srečali na predstavitvi knjige Strela z Jasnega in se domenili, da se vidimo tudi tukaj v Cerknici. Pa ker je to tak gorniški film, fantje, poznate Slivnico, ste že bili gor na Coprniški gori? Jaz še ne, poznam jo. Jaz sem pa že bil, ja. A že bil? Takšne poglede na jezero in nekaj oblakov in sonce prebode oblak in do jezera, čudovit in nekaj posnetkov sem naredil in še zdaj kdaj, kar občudujem. Res, lepa je, lepa. Rožle, torej imaš nalogo. Mi moramo pa še 13. Mi imamo na Gorenjskem toliko hribov, da komaj podelamo. Ampak če notranjci hodimo na Gorenjsko, potem tudi kontra velja, ne? Povem pa s prve, ne roke, ampak s prvih nog, da tudi Slivnice se teče pred strelom. Zdaj, ponavadi je tako, da je knjiga nek začetni okvir za pisanje scenarija, tukaj imamo tudi scenarista, ampak tukaj je bila pa zgodba malo obratna. Kateri se bo opogumil pa prvi povedal, kako je ta zgodba šla, ker najprej je bil film, šele nato knjiga. Evo, lahko jaz nekaj uvodnih besed, pa Dare prevzame s knjigo naprej. Ne, ta ideja o tem filmu je zdaj že kar veliko let nazaj, v času korone, ko je žena Pipa od Dareta prišla do mene, ona je sicer novinarka, pa malo piše pa to, pa je rekla, Rožle, imam eno ful zanimivo zgodbo, tule sem napisala en tak idejen grob scenarij, daj preber, pa te bo to mogoče zanimalo. Pa sem rekel, seveda bom prebral, in ko sem jaz to prvič prebral in ko sem videl, ko je dejansko Dare dal čez, pa kaj potencialno lahko še da čez, pa še, da se ta zgodba odvija v gorah, ker pač mi z našo produkcijo smo zelo znani po snemanju gorniških tematik, sem rekel, mi smo takoj za. Pa smo pripeljali še zraven Aleša, da je predelal to v nek bolj konkreten scenarij. Potem s časom smo pridobili sredstva in začeli snemati film. Predvsem nas je pa, tako kakor mene in tudi Aleša, nas je vse zanimalo, kako se bo skozi film dejansko Dare pač soočil s to travmo, krivdo, preživetja in tega. To je pač za film nekaj najboljšega, kar lahko vidiš na prvo žogo dejansko, kako bo Dare šel čez to, brez da bi prej imel pogled, kako je šel čez to ali pa kako ne bi šel. Tako da to spremljati s kamero je pač ujeti te prve neke pristne momente, je pač najbolj vreden, sploh pa najbolj vreden za film. Tako da ja, knjiga je pa malo kasneje prišla na Dare. Ja, zelo malo primerov tako, da knjiga nastane po filmu, ponavadi je knjiga predloga za film. Ampak ta naša zgodba, moja Triglav, pot od rešitve, se je lepo odvijala
kar 18 let. In v knjigi večkrat opisujem že moje življenje, mojo pot prevertijo. V bistvu vedno, tudi če se nekaj zgodilo, sem našel pot naprej. Nekje tukaj v mnenjih v knjigi je zapisal gospod Škoberne, da sem borec. In res v bistvu brez te svoje volje, želje po življenju, premagati vse skupaj, iti naprej, ne bi uspel vsi pravijo, kako si preživel. Jaz sem v bistvu z voljo, pozitivno naravnanostjo se da, vse se da. Mi se sploh ne zavedamo, koliko ima lahko človek v sebi ene pozitivne energije, kaj lahko premaknemo, naredimo. In z eno danostjo, to pa imam, ne samo voljo, en občutek, kam te vodi življenje, kaj je treba narediti, mi je vedno pomagalo. Sploh pa v filmu, ko smo začeli smo v času korone in prvo leto, ko smo snemali, nismo naredili nič, to jaz večkrat povem. In še z režiserjem smo se malo tako spogledovali, bo Dare kaj povedal. Po enem letu nam je pa snemanje steklo, z ekipo smo se povezali in res ti zadnji kadri vzpona na Triglav so pa prav epski in moram prav čestitati Rožletu za te kadre, ki smo jih uspeli, pa še takrat smo imeli res srečo. Koče so bile zaprte, planincev ni bilo, vreme sončno, nobenega vetra, pa če imaš odličnega snemalca, ne moreš faliti. In res kadri so še zdajle vrhunski. Je tokrat vam je še naravno? Tokrat vam je še naravno na roko, ne? Ja, šla nam je na roko, lahko pa tudi tako. Mi smo zadnje snemanje čakali mesec pa pol. In tisto jesen, ti meseci, skozi je bil nek sneg, veter, slabo vreme in vsi smo imeli v zavesti, še en let bomo snemali, ne bo filma. In producent, mislim, da je šel vsaj 3-krat pogledati, če je varno, dobesedno v vsakem vremenu in rekel zvečer, ne gremo. Jaz gledam ta Triglav in čez čas pa rečem, glejte fantje, meni se zdi, da nas gora še napusti. Ko se bo gora odločila, bomo pa lahko šli in točno to se je zgodilo. Tadej, potem film ni samo finančno zahteven, ampak tudi kondicijsko zahteven projekt. Glede na to, da si hodil preveriti. Ja, to je bila zanimiva zgodba. Ja, bilo je, mislim, da je septembra padel sneg in Kredica se je pa zelo hitro zaprla, v bistvu, ko pade prvi sneg, pa ne hitro zaključa. In smo rekli, z Rožletom smo gledali, z Alešem smo gledali, smo rekli, da se tole bo 10 dni pa ne več snega. Te sneg je bil gor kar en cajt. Jaz sem res šel, mislim, da sem 3-krat šel, tokrat nisem šel še na Triglav v snegu pa takrat. V bistvu vsak teden sem šel gor, pa ni ga pobral. Pa sem pa jaz, dejansko sem res že, sem rekel, to bomo naslednji let mogli posneti, to itak bo pa je skozi hladnejš. Pa sem se pa midva z Rožletom čez 14 dni slišala, 3 tedne, je rekel, daj poglej gor, saj je že koliko noč. Sem rekel, ja, res misliš? No, pa smo pa preverili to na Kredic pa vse in zdaj pa tle se je pa zgodilo. In smo 3. novembra smo šli gor, 4. pa je snemali. 2 dni smo ravno. 2. november je bil prvi snemalni dan. Ko je po vseh svetih smo šli? Vem, da je bilo v začetku novembra. Tukaj ta... Lahko še povem, res, da si na Triglavu sam, to je izjemen privilegij. V tistih 2 dneh smo srečali samo 2 planinca, po moje, če se ne motim. Pa še da imaš take pogoje, je res super. Tako
Tako da drugač poletje je tam norišnica, no, tam imaš čez dan se zvrsti več stotine ljudi gor. Tako da ni to noben AI ali pa prisene ljudi v montaži, no, kar zdaj mislim. Tako da, ja, z lastne izkušnje vem, ja, da je najlepši živeti, ko so Hoče že zaprte, da doživiš Triglav tako, kot naj bi ga. Dare, tukaj v knjigi so zelo lepa posvetila vašim dvem hčerkam, sinu. Tukaj na filmu je prikazana nesreča, ampak tekom življenja se je vam zgodila še ena nesreča in potem za njo še ena. O tem na filmu ne govorite, je pa opisano v knjigi. Ja, res je. No. Film je posvečen spominu na Dobravce, na Triglavane tega časa, na čez dve generacije nazaj. V knjigi pa seveda opisujem res moje življenje, kaj se mi je zgodilo. In še zdaj, ne rad govorim, ampak me to vse še čaka, jaz temu rečem, me čaka nadaljevanje mojega kamina in v bistvu, da naredim moje življenje vseeno zadoščenje, ne, ker da enkrat sina pokoplješ, ženo, ne gre, to so del tebe in vsi pravijo, moraš odživeti, jaz mislim, da se rabo zbrati in prehoditi nekaj let, da konec koncev se pomiriš sam s seboj. Zanimivo je, ne, kako je vam pomagala tudi ta hoja nad visokogorje, 2000-ake, kako vas ni to zaustavilo, recimo vaša kolegica Nada se potem ni nikoli več podala v gore, vi pa ste tam nek mir iskali, hodili sami po hribih. Sploh je neka taka simbolika, ko ste šli na plesang skozi to prijetno okno, kot da bi šli v neko novo življenje, se odprli nekaj novega. Ja, leto po smrti žene sem začel pohajati v visokogorje in zanimivo, ko si nad gozdno mejo v visokogorju, mora biti vsaj 2000, pa kam ne, se ti odpre nov pogled, počasi se pomiriš, življenje pustiš v dolini in se napolniš. In jaz sem se dobesedno hodil potem polniti v visokogorje, nobenih slabih misli in imel sem vedno telefon napolnjen, nikoli nisem pogledal na uro, cel dan sem hodil, šele ko sem se usedel v avto, sem pogledal na uro. Domov sem pa prišel prijetno utrujen, ampak izredno pomirjen. In te pohodi, mislim, da sem takrat neplanirano tisto poletje 15-2000 prehodil, ampak še zdaj imam ta obdobje skoraj najlepšem spominu. Kaj pomeni, kaj enkrat greš nad gozdno mejo, nekje svoj si, sam si, ampak me je vleklo in zdaj res ne grem, ampak na tisti čas imam pa to res lepe spomine. Aleš, tebi besedo, prej zunaj smo kar neumorno klepetali, tako da smo že kar malo zmatrani, ne? Tako smo govorili, upam, da se ni slišalo v dvorano. Najbrž sploh ne, no, ko je odigrala zaključna glasba. Avtor glasbe je tudi scenski znani Janez Dovči, Goran Krmac je tudi sodeloval pri snemanju glasbe. Ne vem, če vi veste, Goran Krmac je dolga leta cerkniški big band vodil, tako da je tudi naš. Ko se je, prej sva se menila, ko se je odvijala ko so se odvijali ti pogovori glede glasbe, ko je padla ta simbolna odločitev za izbiro pesmi od Svetega Vida Zvon. Lahko kaj več poveš? Ja, med nastajanjem filma je non-stop tekla neka debata, ne? Kaj bomo lahko ujeli, kaj bomo lahko posneli.
kaj je Daretu blizu, kaj mu v bistvu, na kaj nas napeljuje, lahko ne, in nam kakšne sugestije tudi da. Ne. Med enim pogovorom je prišel izrazito prepričan, da ima on pesem v glavi, da to njemu veliko pomeni. Jaz sem se delal, da me ne zanima, seveda. Ne. To je bilo na kavici, ne bom zdaj rekel, ja, bomo uporabili. Ne. Potem sem si jo pa doma zavrtel, pa potem, ko sem mogel s fanti debato, ne, smo pa tudi se spomnili, da je Daretu je bila pa ona všeč, smo poslušati in sem mu poslal pač iz studia, kjer smo bili z Janezom, smo poslali sporočilo, da naj mi točno pove, da bom znal povedati s fantom, kako in kaj. In potem se je iz tega pa razvil, da je tudi Janez najdel prostor v filmu. Nekako smo ga sugerirali, ampak je bila pa želja, da ga nekako res vključimo. Ne. Pač vedno so ideje na poti nastajanja, so vedno ideje, ki jih moraš na nek način znati oblikovati v končno verzijo. Ne. Zaradi tega tudi, kakorkoli je zgodba Daretova široka, je tudi film, je mogel določene stvari porezati, ker ni prostora za vse. Ne. Mislim, da je že tako v tej zgodbi, kakor je že zelo čustveno, zelo napeto, ne, tako da se bojim, kaj bi gledalcem povzročilo, če bi še vse ostale tragedije pokazali. Zato je pa gledanje dalje. Zdaj samo še dodam, no, glede glasbe, Sveti Vid naj bi bil zavetnik proti udaru strele, oziroma strelo v staroslovanski mitologiji imenujemo tudi Perunov udar. In ta slovanska mitologija je pa vam, Dare, zelo blizu. Ja, kar jaz se spomnim iz osnovne šole Franc Reške knjižkar je napisal Pod svobodnim soncem. In takrat kot mulc sem za kmečko pečjo v 2 večerih knjigo prebral, no, ampak so se mi ti bogovi tako ta čas tako vtisnil v spomin, da sem pri nastajanju knjige se skupaj z ženo, z Bibo, tudi vključila te bogove, no, in v posvetilu mojim zanamcem, vnukom in sinovom, sinu in hčeram, tudi omenjam te slovanske bogove. Jaz mislim, da so ti bogovi naši in da jih vse, se mi zdi, vse bolj pogosto se tudi že omenjajo, kar mi pa je izreden drago. Ta film je, mogoče lahko malo primerjam s filmom Belo se pere na 90. Imeli smo ga tukaj 2 projekciji s pogovorom z ustvarjalci in potem še nič koliko predvajanj. Tudi, ki govori o teh zamolčanih travmah, izgubah, kako je potrebno izgube, smrti, odhajanja obžalovati. Tudi ne vem, koliko poznate to zgodbo, Bronje Žakelj, tudi ona je sama govorila, kako je to, da smrti matere ni obžalovala, kako je to zaznamovalo. Enaka zgodba se pojavlja pri vas. Vi ste tukaj sami moški. En tak stereotip je sploh v nekem kmečkem, vaškem okolju. Nekega moškega, ki svoje probleme raje utopi v kozarcu, kot pa da bi se pogovoril, mogoče tudi zajokal, pokazal to svojo nemoč. Je ta film tudi nek opomin k temu, da se o izgubah, težkih stvareh govori, ne pa da se jih zapre in odrine, kot da jih ni? Jaz mislim, da smo sredi dogajanja, sredi razvoja, raziskovanja zgodbe to zelo hitro ugotovili, da imamo v bistvu tle zgodbo, s katero je potrebno spoštljivo ravnati. Ne. Gre za občutljive stvari, ki jih vsi doživljamo. Mislim, da si vsi moramo soočati prej slej s takimi stvarmi, smrtjo bližnjih, z nesrečami in tako naprej, glede na ritem življenja, ki ga živimo. In to je bil tudi namen. Pač paziti na Dareta, ki mora pred kamero posneti, se razgaliti v bistvu za širšo javnost, za neznance. Ne. Na nek način smo vedeli, da mu lahko pomagamo, da bo njemu lažje. Ne. Hkrati smo pa vedeli, da bo to nagovarjalo tudi splošno publiko. Želja je, seveda, da spodbujamo v družbi pogovor, da se znamo odpirati, da znamo razumeti, da je potreben v bistvu
dialog z nekom, ki mu zaupate, z nekom, ki vam je blizu in vam lahko na nek način pomaga, tudi če vas samo posluša. To se mi zdi, da je v končni verziji zdaj že kar smo zelo zadovoljni, kako je uspelo in smo v bistvu veseli, da nam je ta nivo, ko smo pristopili k zadevi, spoštljivo tudi lepo uspelo do konca realizirati. Rožle, ti si, oziroma mislim, da kar vsi taki strastni outdoor navdušenci ljudje narave. Zate vem, da si imel po plezalni karieri eno poškodbo, pa prometno nesrečo, plaz te je zasul na Japonskem. Je to, ko se soočiš s smrtjo, tudi mogoče zdaj, ko si snemal, tudi bil neke vrste terapevtski proces tudi zate? Zdaj smo presenetili s tem vprašanjem. Leta 2008 me je na Japonskem zasul plaz, jaz takrat me to odnesel, jaz sem mislil, da je konec, ampak so nek srečno zelo hitro našli pa skopali. Ampak jaz se spomnim tistega trenutka, ko me je to nosilo in si mislil, da je pa že konec življenja, da je to, da se bo samo še črno pred mano pokazalo. In jekle, seveda, neka podobnost, kakor je seveda tudi Dare doživel, si zelo blizu neke smrti. Ampak jaz sem imel na začetku strah, recimo po zimu v hribe hoditi, ampak pa to s časom začneš premagovati. Pa tudi jaz sem zelo malo tudi spregovoril o teh zadevah. In se mi zdi, da pa še danes v bistvu mogoče javno ali kakorkoli spregovorim o teh stvarih. In je to neka terapija, sigurno zadnja. Če to nekam potlačaš zadaj, enkrat bo to sigurno izpustno, pa mogoče to ni dobro, ampak. Tako da, če odgovorim na kratko, je tudi zadnja bila to terapija in tudi hkrati, zdaj, ko smo snemali ta film, tudi jaz sem mogoče nekatere momente podoživel, sploh recimo jaz ta film sem videl zikar 40krat ali pa še večkrat, ko smo to montirali. In že tudi na koncu, ko vsako sekundo veš, kaj se bo zgodilo, ampak te še zmeraj v bistvu preseneti. In še zmeraj sem čustveno navezan na film, kljub temu, da vem, kaj v filmu sledi. Tako da se me dotaknejo te čustva, jih na nek način povezujem tudi s tem. Dare, kdaj ste pa vi film prvič videli? Film mi ga niso hoteli nič pokazati, tako da so me pustili čisto do zadnjega na predpremieri v Radovljici, sem ga prvič pogledal. No in takrat zdiš v prvi vrsti, gledaš samega sebe film, a ne? Ampak takrat sem gledal dva filma, eden je bil na platno, en se je pa vrtel v meni, v mislih, v glavi. In večkrat sem se zalotil, malo počakajte, ne, in kar naenkrat vidi, da se Dare, saj film, to ne gre, no. In tisto prvo gledanje filma mi je bilo zelo tako, nisem se mogel odločiti, no, čez 2-3 dni sem začel razmišljati, no, in pol je pa to se usedlo v mene, ta zgodba, in naslednje gledanje je bilo čisto drugačno. Je tudi mogoče, zdaj se imeli že nekaj pogovorov na festivalu, pa v Mojstrani, v Radovljici. Radovljica je vaše mesto, ne, za Aleša, ne vem. Aleš je Grosuplje. Mi smo pa zelo domačini. Tako. Radius 3 kilometre. Potem si skoraj vidite, pomahate čez balkone, ne? So tudi ti pogovori po filmu oziroma na predstavitvah knjige tudi nekako, da vas odpirajo, da bolj mirno o teh stvarih govorite? Tako, mirno, no, je vsako novo gledanje filma je spet drugačno, no, in zmeraj nismo tudi enaki, ne, kar se razpoloženj tiče. Ampak film vedno seže gledalcem v dušo, no, in zadnja predvajanje prav v Mojstrani
v Alpskem muzeju, tam so planinci, tam bi kaj vprašal, no, in pod vprašanje, če sem zadnji, ki je moderator zaključil publiko, nekakšno vprašanje, ne, in nas kaj vpraša, niti enega planinca in nas vprašal. Ne. In to kaže na kakšno sporočilo ima ta film. Enostavno še planinci so bili tihi. No, tudi tukaj je kar nekaj planincev, tudi takih, s katerimi skupaj hodimo po hribih, tako da lepo povabljeni, da naše goste kaj vprašate, lahko tudi sem pokomentirate. Zdaj pa še eno vprašanje, tudi festivalski film, festivali goriških filmov so v Evropi že cilje tukaj čez meje. Ja, vsekakor smo že celotno analizo naredili, tako da v bistvu obstaja prav združenje teh goriških filmov in bomo probali na čim več se prijaviti tudi v tujini. Ja. Pač gledamo ne samo goriške festivale, ampak gledamo tudi dokumentarne, ker mislim, da je ta film bistveno več kot samo goriški, ker obsega tudi neko dobro zgodbo, ne samo goriško. Tako da mislim, da pride v poštev tudi za dokumentarne filme. Jaz bi rad, preden zastavite vprašanja, vas povabil tudi na kupu knjige. Zunaj je Iba Jamnik Vitic, moja žena, ki je tudi idejno za film in tudi avtor je tele knjige in bova tudi vse podpisala pod knjige. Knjiga je na voljo po promocijski ceni 25 €. No, zdaj pa lahko vprašanja. Je tukaj zelo velika še Rožleta vprašati, pa ne vem, vi po mojem še bolj šli, kako se je film postavil, kakšen napis ima na majici. Rožleta se ni vidiš brega, ti piše gor. Ja, jaz sem z brega, ja. Jaz sem že kot mulc bil primoran hoditi v breg, tako s priimkom kot fizično. No, ko si rekel že kot mulc, ne, ti si res že kot majhen snemal, ne, starši si hodil, fotografiral, tako da ti je bilo res zipko položeno in fotoaparati in kakšna kamera, tako da kakšne druge poti najbrž sploh ni bilo, ne. Ja, ne, jaz sem pač v rosnih letih, pa je osnovna šola, pa to sem pač se ukvarjal s športom in plezanjem, pa itak izhajam iz alpinistične družine, tako da ja, sem mogel v breg hoditi. Ja, pa sem imel ta kompliciran zlom roke, pa sem pa to vse skupaj za kamero zamenjal. In zdaj sem že 20 let v tem poslu, zadnja leta me bolj dokumentarni filmi zanimajo. Ma ne, že v zadnjih 10 let bom rekel dokumentarce. Samo malo težje preživeti s tem. Vem, da te pa zelo privlačijo reke. Sava, pa zdaj snemaš o Soči, tudi z Bakalino Veliko, malo reklame bom naredila, ta skupina pa 21. marca tukaj koncert. Lahko že vidite en zelo lep videospot, ki ste posneli za ta film. A že snemate ta dokumentarec o Soči? Ne, dokumentarc je posnet, zdaj smo pa pač v fazi montaže. Sam montaža je zelo dolg proces, to se lahko tudi tukaj priglamo. Tudi rešitve postaja izredno učinkovita, dobra. Vsako gledanje filma in vsaki pogovori z pričevalci, ki so meni se zdi najbolj dragi člen, se mi počas odmika ta čas in me ne predstavlja več ta temen del mojega življenja, ampak se zdaj z veseljem obračam nazaj in odzivi tudi srednje vasi, domačinov so pozitivni, ker prve predvajanje ne veš, kaj se bo zgodilo in zdaj v povezavi s knjigo in s filmom se pa res ta pot od rešitve se mi kaže in sem izreden zadovoljen. Daj še eno vprašanje, no, ko ste omenili pričevalce.
Zdaj, ko je film že nekaj ljudi videlo, sploh Radovec, ste rekli, da prek 1000 gledalcev že na par projekcijah je le domač okoliš. A se še kdo javlja po tistih projekcijah? Vem, da takrat, ko ste objavili nek članek ob 40-letnici nesreče, se je gorski reševalec tudi pravzaprav še najstnik javil. Kaj pa danes? Ja, zanimivo. Na vsaki projekciji se mi javi kakšen pričevalec tega časa. To moramo vedeti. Julij je le najbolj intenziven mesec obiska, je Staničeva koča, je Doličeva, je Planika, je Krederca, in tisto soboto do tam 150 planincev naokrog in vsi so bili priča tega oblaka, teh strel in mali Triglav so gledali z vseh koncev v bistvu, kaj in kako hitro se je to zgodilo. In v knjigi opisujem tudi soboto, dan reševanja, ko je Robič, to je zdravnik, ki je prišel gor peš, ker helikopterja ni bilo, in imel, mislim, da je imel slabe 2 ure cajta, da vse oskrbi, jih ne moreš. In takrat ni bila ura premaknjena in bil poletja še krajši za 1 uro. In s starim helikopterjem so ga pripeljali gor v zgornjo krmo do pastirske koče in s pilotom so bili samo zmenjeni, ko bo tema, pilot pol ni navigacije, bo odletel. In Robič je bil v taki časovni stiski, ko gor je bilo, vsi pravijo, da velika zmešnjava in to poškodovanih ne moš oskrbeti, on se je mogel odločiti katere dva naj odnesejo do pastirske koče. In ko se je začelo vročiti, je enemu naključnemu planincu dal listek, naj leti dol do tega helikopterja in pilotu naroči, naj še malo počaka, da bojo še enega poškodovanega dol prinesli. In mojster je ta mož s tem listkom do mene prišel, a veste, kdo sem jaz? Nimam pojma. A jaz sem pa fanta z listkom. Ja, ko sem se jaz nasmejal in v bistvu to so ti pričevalci, ki se ne poznamo, ampak samo da se pogledaš v oči, par besed in smo povezani. To je tisti, ki so meni najdražji. Ne vem temu gospodu, ne imena in ne priimka. To je dovolj, ne, ta stik očesni. Jaz se vam bom zahvalila, da ne bomo predolgi. Publika, mogoče še kakšno vprašanje? Rečete zunaj v predverju. Potem pa hvala. Še malo vas povabim, 4. marca je ta film še enkrat predvajan, sicer brez pogovora. Pa na 8. marec imamo pa tudi še en film v Cerknici,